Visoko nad strugo Tolminke se dviga leseno svetišče Cerkev Svetega Duha v Javorci, ki nosi znak evropske dediščine. Prostovoljno je pri gradnji cerkve in pripravi materiala skrbelo več kot 1000 vojakov. Med njimi so bili mojstri in obrtniki, ki jih je ujela vojna vihra. Pretresljiv je pogled na hrastove plošče, ki se odpirajo kot listi knjige, na katerih je vžganih kar 2565 imen padlih vojakov različnih narodnosti. Nad vhodom se dviga zvonik s sončno uro, grbom Avstro-Ogrske monarhije in napisom Pax, kar pomeni mir. Lep pozdrav vsem gledalkam in gledalcem. Danes smo tukaj v osrčju Triglavskega narodnega parka, pri eni zelo zanimivi cerkvici Svetega Duha v Javorci, na področju župnije Tolmin, kjer sem njen župnik. V Tolminu sem od leta 2003, ko sem postal duhovnik, sem Damjan Bajec, doma iz Idrije, in takoj po posvečenju duhovniškem sem prišel v Tolmin, kjer sem bil najprej kaplan in potem sem postal župnik in sem zdaj že 21 let tukaj v Tolminu. Po končani srednji šoli, gimnaziji v Idriji, sem bil najprej na ekonomski fakultet, potem mi ni dalo miru, dokler nisem prepisal fakultete in se odločil za duhovništvo. Danes sem vesel za to odločitev. Ne moram reči, da sem že od malega vedel, da bom duhovnik, ker nisem, ker sem imel drugačne načrte, ampak potem Bog je imel svoje načrte in poti za mene. Sem vesel in hvaležen, da sem izbral to pot. No in zdaj sem v Tolminu. Stojimo pred spominsko cerkvico Svetega Duha v Javorci, ki bi mogoče omenil tako na hitro, da je to, bi rekel, da je to verjetno edina cerkev v Sloveniji, ki ni v lasti župnije, ampak je v lasti občine. Cerkvica, ki je bila narejena med Prvo svetovno vojno, strani vojakov, čist tik ob frontni liniji, na stičišču Krnskega in Bohinjskega pogorja. In ena taka zanimivost te cerkvice se mi zdi, da so na zunanjosti te cerkve so vsi grbi dežel Avstro-Ogrske monarhije in da stojimo tudi pred zadnjim spomenikom Avstro-Ogrskega cesarstva, ker potem ga je bilo leta 18 konec. Zgrajena je bila v pol leta, od 1. marca do 1. novembra leta 1916. Še ena taka velika zanimivost so notranje stene cerkve, ki so narejene iz zabojev municije in v teh stenah, na teh zabojih municije, na tej steni je vžganih mnogo imen padlih vojakov tukaj na Soški fronti. Moje ime je Rok Cuder in sem lokalni turistični vodnik in tukaj v Javorci delam zdaj že 15. leto in predstavljam njeno zgodbo za lokalno turistično organizacijo Dolina Soče. Naša cerkev je najlepši spomenik Prve svetovne vojne pri nas. Zgradili so jo vojaki Avstro-Ogrske vojske kot spomenik padlim tovarišem in to sredi krvavega dogajanja spopadov Soške fronte. Prav v gorah nad to dolino so potekali hudi spopadi. 2 leti in 5 mesecev sta se v teh gorah spopadali 2 vojski, obe sta imeli hude izgube in avstro-ogrski vojaki so dobili idejo, da bi padlim tovarišem postavili en lep, dostojen spomenik. Generali so to idejo podprli, vojaki pa idejo uresničili. Denar za cerkev so zbrali sami kot prispevke. Načrt je naredil Dunajčan, oficir, ki je bil pravzaprav umetnik v uniformi. To je bil Remigius Gajling, slikar in scenograf v gledališču. Bil je umetnik Dunajske secesije, tako je ta cerkev tudi edina cerkev pri nas v secesijskem slogu.
Posebna pa je tudi, ker je bila grajena za vse te vojake, ki so tukaj bili. Bili so to ljudje z vseh koncev Avstro-Ogrskega cesarstva, vseh jezikov, pa tudi različnih veroizpovedi. Vsak vojak je lahko tu zmolil, ko je šel na fronto in ko se je v dolino vračal. Dolina je bila namreč zaledje fronte. Cerkev so zgradili v neverjetnih 8 mesecih. Mislim, da bi danes nam šlo pošteno za nohte, če bi jih hoteli prehiteti. Še bolj neverjetno pa je seveda ta hitra gradnja, če upoštevamo, da so tukaj okrog njih že priletale granate leta 1916, ko so to gradili. 1. marca 1916 je bil tukaj še en kamnit grič s skalami na vrhu, 1. novembra istega leta pa je tu stala cerkev, taka kot danes oziroma še lepša. Cerkev je že med vojno služila za dnevne cerkvene obrede, saj so se vanjo zatekali vojaki. So v njej našli zaledje oziroma nek počitek? Jaz bi rekel več kot počitek, zato ker počitek so oni imeli v bunkerjih, pa ker niso bili takoj nad nami je fronta, in so se prišli odpočiti dol v to zaledje. Tako da tukaj so iskali več, tukaj so iskali notranji mir, tukaj so iskali duhovno tolažbo in moč, ker zdaj, če si predstavljate, eno je, bi rekel, nekako obvladovati to fronto, zunanjo fronto v teh bojih, ki so jih imeli, drugo je pa zdaj notranja fronta. Ta notranja fronta, ti notranji boji, te stiske, strahovi in vse ta te pa pritisne k tlom. In zdaj tukaj si na nek način človek lahko si je pomagal pa s tem svetiščem, ko so se odločili, da so ga zgradili. Jaz sem trdno prepričan, da je to svetišče, ki so tudi mu izbrali za zavetnika Svetega Duha, torej simbol miru, so zaupali, da je zdaj Svet Duh tisti, ki lahko ohranja vsaj notranji mir in tolažbo in moč, če se že ni dalo vplivati na to zunanji nemir, vojno, frontno linijo, kjer so bili. Tako da gre večkrat za počitek, ampak to, da so sploh zdržali to duhovno moč in upanje in to, da so, ker če imaš ti notranjo fronto, jo je težje obvladovati kakor zunanjo. Tukaj so se zbirali tako kristjani, judje, muslimani in ateisti. Zakaj je cerkev sprejela prav vse? Cerkev vedno sprejema vse. Vsaka cerkev je vedno za vse. Si pa mislim, da ko smo v mirnem času in ko ima človek čas razmišljati ne samo pametnih stvari, potem razmišlja tudi dosti nespametnih. In potem to človek priureja na dan vse delitve, ki jih imamo, ne bodo na ravni nacionalnih, verskih in tako naprej. In potem namesto, da bi iskali skupne točke, iščemo razlike, nekaj nas ločuje in zato moramo pač imeti vsak svoje, bi rekel, tudi cerkve. Ampak v vojnem času se vsi predsodki, vse tisto, kar nas normalno v svetu, v miru deli, človek malo pozabi. In takrat v tem vojnem času, ker si je težko predstavljati, ampak večkrat razmišljaš, kaj zdaj pomeni biti prav na fronti, kjer je ogromno žrtev, kjer je ogromno pada, kjer je ogromno trpljenja. Potem ti je jasno, da ne glede na to, kdo si, iščeš tu, da si povezan, da si skušaš pomagati in ne misliš na tiste stvari, ki te ločujejo, ampak tiste, ki te povezujejo. Tu bi dal. Se mi zdi, da to so razmere, kjer vsaj tako včasih se pogovarjamo, se zdi, da to so razmere, kjer človek odkrije, da imamo enega očeta. Da imamo enega očeta, ki nas povezuje. In težke situacije zmeri iz človeka potegnejo najboljše. In to je tista povezanost in sodelovanje in na koncu tudi skupna molitev. Kaj pa se vse skriva v notranjosti cerkve? Ja, eno bi rekel je ta duhovni pomen, drug je pa ta vidni, ki ga imam. Če sem najprej poleg tega, da je ta cerkev edina secesijska cerkev v Sloveniji, ta secesijski stil,
bi opozoril na dva angela, katerih obraza sta obraza žene projektanta, arhitekta te cerkve, Gehlinga. In potem zelo sporočilen mi je križ na tabernaklu, ki ga je razlal vojak iz Južne Tirolske. Torej gre za Kristusa, ki ima osrednje mesto na tabernaklju te cerkve, ki ga je razljal avstro-ogrski vojak, torej iz Južne Tirolske. In znano je tudi to dejstvo, da je tukaj v bližini, to je spomenik avstro-ogrskim padlim vojakom, v bližini je vas Gabarje, kjer je pa kapela spomin padlim italijanskim vojakom in je noter tudi Kristus zrezljan, ki ga je razljal italijanski vojak. Torej iz iste vasi sta bila na različnih frontah, nasprotujoče si strani, oba sta razrezljala Kristusa za cerkev spomin padlim vojakom. Zanimivo, a ne? To bi omenil, recimo, kaj skriva ta notranjost te cerkve, ampak še globlje se mi zdi pa to, v tej cerkvi začutiš ta duhovni pomen tega svetišča. To pa je, ta cerkev ima vse, občutiš trpljenje teh ljudi, ki so to cerkev gradili, teh vojakov sred Prve svetovne vojne, sred teh najhujših bitk. Potem začutiš jok in krik teh padlih vojakov, ki so padali po teh hribih. Še enkrat poudarjam, na prvi frontni liniji, gledamo direkt v prvo frontno linijo. In predvsem bi rekel, začutiš to upanje in vero v večno življenje. Tako da bo ta cerkev kar biser upanja v večno življenje in biser upanja, kjer so vojaki sred Prve svetovne vojne dobivali duhovno moč. To, če si s pravim namenom tukaj, boš to tudi notranje začutil. To so notranja spoznanja, to so duhovne resničnosti, poleg teh vidnih zunanjih dejstev, resničnosti, karkoli. Cerkev Svetega Duha na Javorci nima le zgodovinskih značilnosti in sporočilnosti, ampak je tudi ena izmed izbranih točk na znameniti poti miru. Bi lahko povedali kaj več o tem? Ja. Fundacija Pot miru je bila ustanovljena pod okriljem Kobariškega muzeja v 90-ih letih, torej tam na začetku osamosvojitve, ker moramo tudi vedeti, da so spomeniki Prve svetovne vojne dobili svoje zgodovinsko mesto v našem narodu šele po osamosvojitvi. V prejšnjem sistemu to niso imeli ti spomeniki, ni imelo to mesta znotraj naše zgodovine. No in potem ta fundacija miru, ta ustanovitev fundacije miru je z namenom je bila ustanovljena, da se ustanovi to pot miru, prav iz vzgojnega vidika, vzgoja za mir in zaradi spoštljivega spomina na vse padle vojake ob tej dolgi soški fronti. In torej, tukaj, če tako rečem, en namen je ta, spoštljiv spomin na vse, ki so se tukaj bojevali in padli za naš skupni dom. In druga je to srečevanje potem svojcev teh padlih vojakov in teh, ki so izgubili svoje domače na teh hribih, njihovo srečevanje in hkrati tudi razmišljanje o tem, ker ko gre človek na pot miru, potem razmišlja, kaj se da za mir narediti. In čisto vsak od nas je poklican k temu, da nekaj za mir naredi, ampak človek bo lahko nekaj za mir naredil, če bo mir v srcu nosil. Če bo mir v srcu nosil, potem bo lahko tudi velik za mir naredil. No in že to ime Pot miru, ki zdaj povezuje, to je en tak mednarodni projekt, mislim, da 11 držav povezuje zdaj že ta projekt. Sigurno zdaj z namenom tudi, se veste, imamo vojno v Ukrajini, sveta dežela, je veliko govora, se zdi se, kot da bi bili nekaj že omenjen na pragu Tretje svetovne vojne, potem to dobiva še večji pomen te poti miru, v spomin na te dogodke, zato da bi človek več razmišljal o miru.
Še za konec, če povemo, kako se pravzaprav sploh pride do te cerkve. Ta cerkev je oddaljena 7-8 km iz Tolmina, torej v Tolminu je treba vzeti smer za Tolmin, no in potem nas že table usmerjajo po deloma asfaltirani, deloma makadamski poti, ampak je od junija v tem poletnem času je cesta zaprta za promet, zato ker vozijo pač po določenem urniku ti mini avtobusi, kombiji, tako da prav z osebnim avtomobilom se ne da prijeti v tem poletnem času, so pa zrihtani prevozi, drugače pa tudi kolo, peš, to je en tak daljši pohod, je lih fajn tukaj do Javorce in smer Pologa, smer izvira Tolminke, tako ni pa spet toliko cest, da bi se lahko človek zgrešil. Je ena cesta, ki so jo delali vojaki v času Prve svetovne vojne in te pripelje direkt do, bi rekel, v osrčje tega Triglavskega narodnega parka, kot smo rekli na začetku. Damijan Bajec, najlepša hvala za vso razlago in želiva vse dobro in veliko miru. Hvala lepa. Tudi vama hvala, da sem lahko bil z vama in tudi vama želim, da bi ta mir, o katerem govorimo tukaj, nosile kjerkoli boste po svetu delale oddaje in prispevke za kogarkoli. Hvala. Hvala.